Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal 2 čolna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simon: Odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Simon mu je odgovoril: Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: Ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Ko je bil v nekem mestu, je nenadoma pristopil človek, ki je bil ves zgobal. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: Hočem, bodi očiščen. In gobe so pri priči izginile z njega. Naročil pa mu je: Nikomur ne povej, ampak pojdi in se pokaži duhovniku, ter daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje. Glas o njem pa se je čedalje bolj širil in velike množice so se zbirale, da bi ga poslušale in bi jih ozdravil njihovih bolezni. On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil. Nekega dne je učil, zraven pa so sedeli farizeji in učitelji postave, ki so prišli iz vseh galilejskih in judejskih vasi ter iz Jeruzalema. In Gospodova moč je bila, da je ozdravljal. Prav tedaj so možje prinesli na postelji človeka, ki je bil hrom. Skušali so ga prinesti noter in položiti pred njim. Ker pa zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga nesli noter, so se z njim povzpeli na streho in ga skozi opeko spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, je rekel: Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi. Pismouki in farizeji pa so začeli premišljevati in govoriti: Kdo je ta, ki govori bogokletja? Kdo more odpuščati grehe razen Boga samega? Jezus pa je spoznal njihove misli in jim je odgovoril: Kaj premišljujete v svojih srcih?
Kaj je laže? Reči, odpuščeni so ti grehi, ali reči, vstani in hodi. Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe, je dejal hromemu. ti pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov. In takoj je v pričo njih vstal, vzel to, na čemer je ležal, šel domov in slavil Boga. Vsi so bili iz sebe in so slavili Boga. Prevzel jih je strah in so govorili. Danes smo videli čudne reči. Nato je šel ven in zagledal cestninarja po imenu Levi, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel: Hodi za menoj. Ta je vstal, pustil vse in šel za njim. Nato mu je Levi priredil veliko gostijo v svoji hiši in z njim pri mizi je bila velika množica cestninarjev in drugih. Farizeji in njihovi pismouki pa so godrnjali in govorili njegovim učencem: Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki? In Jezus jim je odgovoril: Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. K spreobrnjenju nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Oni pa so mu rekli: Janezovi učenci se pogosto postijo in opravljajo molitve, enako tudi učenci farizejev. Tvoji pa jedo in pijejo. Jezus jim je odgovoril: Ali morate doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat, tiste dni se bodo postili. In povedal jim je še priliko: Nihče ne odtrga krpe od nove obleke in jo našije na staro. Sicer bo novo raztrgal, staro obleko pa se krpa z nove ne bo ujemala. Tudi novega vina nihče ne vliva v stare mehove. Sicer bo novo vino stare mehove razgnalo in se razlilo, mehovi pa bodo uničeni, pač pa se mora novo vino vlivati v nove mehove. Nihče, ki je pil staro vino, noče novega, ampak pravi: staro je dobro,